Zdaj pa je Tjaša tle, živja. Tako. Ja, jaz bom si privoščila ta privilegij, da vas pozdravim v svojem imenu. Dragi prijatelji, hvala, da ste se odzvali našemu vabilu, da ste v bistvu se pridružili temu srečanju, predstavitvi in jaz upam, da bo danes precej pestro, iskrivo in predvsem konstruktivno razpravo se vodilo o novem volilnem sistemu, ki je bil predlagan. Tako da na vaša vprašanja bo, tako kot je bilo že rečeno in zapisano, odgovarjal dr. Ivan Svetlik. Sem pa videla, da je med udeleženci danes tudi gospod Milan Pintar, ki je seveda koordinator vsega tega, kar se je dogajalo. Besedo vam bo predajal Igor Winkler, ki bo danes zastopal barve skupine, koga bomo volili. Tako da jaz ne bom predolga, moje mišljenje vsi poznate, tako da si želim, da bi bil uspešen, prijeten, konstruktiven razgovor in glejte, upam, da boste tudi vi zadovoljni s tem, kar se bo pripravilo. Pa še nekaj bi vas opozorila, celo srečanje se snema, zaradi tega bi tiste, ki pač ne želijo biti vidni, prosila, da mogoče zatemnijo ekran, pa sodelujejo samo z vokalom zraven. Tako da prijetno debato želim vsem skupaj in se poslavljam zaenkrat. Srečno. Hvala, Tjaša. No, jaz bi še par stvari povedal, preden začnemo. Se pravi, sam način dela oziroma sodelovanja naj bi bil tak, da se priglasimo spodaj s tisto rokico, ki jo vidite. Če malo z miško greste navzdol, za tiste, ki niste toliko vešči, se pojavi ena taka roka, rumena, mislim, da je. In jo kliknete, jaz bom potem pa nekako po vrsti se trudil dati besedo, da ne bi eden čez drugega. O snemanju je že Tjaša povedala, zdaj, ker so razni šumi v ozadju, včasih televizija ali pa kaj drugega, predlagam, da ko ne govorimo, se izklopimo, mikrofon pač, to imate spodaj levo na ekranu, ta mute. Se pravi, imate neko zeleno ali pa rdečo pikico, pa gor, potem vam na vašem ekranu se vam pojavi prečrtan mikrofon in pa seveda, da ne pozabite, ko dobite besedo, da se spet priključite z zvokom. Potem predlagam seveda, da se držimo čim bolj te teme, torej nove volilne zakonodaje, da ne bi zatavali v ene druge vode. To bi v bistvu bilo to. Nekdo ima nekaj v ozadju, televizijo. Prosim, če se izklopimo zvok. In jaz bi kar predal gospodu Svetliku uvodno besedo in ga prosil, da naj na kratko predstavi to današnjo temo, zaradi katere smo se zbrali. Hvala. Mikrofon, če boste vklopil, gospod Svetlik, si? Se slišimo? Zdaj pa smo dobili povezave, zgleda, gospoda Svetlika. A boste mogoče vi vskočil lahko, gospod Pintar? Ja, lahko, ampak takoj, ko bo uspel, bom prepustil besedo Ivanu. Lepo z moje strani skupaj. Mi smo s tem projektom spremembo volilne zakonodaje v sintezi pričeli pred 3 leti in prvo leto smo porabili, da bi prepričali stranke politične, da gremo skupaj v to. 3-krat smo tudi obiskali predsednika države. Odzivi so bili zelo mlačni, malo prikrito odbijajoči, zato smo se odločili, da ne bomo iskali
nekega modela, ki bi bil za njih v tistem trenutku sprejemljiv, ampak bomo predlagali radikalno spremembo modela. To smo tudi storili. Ta model temelji na številnih mednarodnih primerjavah, najbližji sta nemška in novozelandska, ki je bila letos uvedena preko 2 oziroma 3 referendumov. In če čisto poenostavim, kaj ta model prinaša. Smo iz napak tega stanja, kjer dobivamo poslance iz 2 pokrajin, 1/3 je stalno pokrita. Ta napaka je ta, da sedanji sistem ne ustreza zahtevi ustave, da imajo volivci v bistvu odločujoč vpliv. In potem še nekaj teh osnovnih stvari, da ne bom dolg. Zato smo se mi odločili, smo predlagali, da se polovica poslancev voli direktno v dvokrožnem sistemu v 44 volilnih okrajev in da so ti poslanci, ko so izvoljeni, dejansko tudi se pri kasnejšem štetju se ne da z njimi manipulirati. Tu je posebna novost tudi to, da imajo politične stranke in državljani enakopraven položaj, ko gre za kandidaturo teh tako imenovanih ljudskih poslancev. Vsak mora v tistem okraju zbrati 150 podpisov, ki kvalificirajo potem to kandidaturo in se pač voli po normalnem dvokrožnem večinskem principu. Že to je zahtevalo, da mi spremenimo celoten pristop k razdelitvi Slovenije na volilne enote in pokrajine. Sedanji pristop je rahlo nasilen, prihaja v bistvu do neke razdelitve, ki nima nič skupaj z dejansko nekimi zaokroženimi celotami. Opravičujem, gospod Pintar, bi prosil vse, ki imate mikrofone, še vključene, da se izklopite, ker se v ozadju pojavljajo stalno zvoki, ki so moteči. Tukaj vidim Milan Terpin, Bogdana, Roman Hren. Prosim, da izklopite mikrofone. Tako, hvala. Še nekdo? Ana? Ja. Prosim, če izklopite mikrofon. Bom poskusila, ja, tako, ja. Hvala, ja bom tako. Pa Alberto Augustinčič, prosim tudi. Spodaj levo imate. Spodaj levo, Jaz ne morem. Mute piše, prosim, če lahko izklopite, ker neki zvoki. Ja, razumem. Veste, kaj bom izklopila se iz tega laptopa, pa bom še na telefon, pa bom mogoče boljš, kot tukaj ne morem. Ja, prosim, ja. Ok, ja, hvala. Hvala. Sličila. Pa Roman Hren vidim tudi, da nima mute. Prosim. Ja, v redu, gospod Pintar, lahko nadaljujete, ja. Kot sem rekel, imeli smo težave s sedanjim oblikovanjem volilnih enot in volilnih okrajev, zato smo se odločili za popolnoma drugačen pristop, in sicer, da štartamo iz neke razdelitve, ker mi pokrajin nimamo, pa verjetno iz tako imenovanih statističnih regij, ki bi hkrati predstavljale volilne enote. Ker so različno velike, smo mi predlagali, da ima vsaka regija glede na število prebivalcev ustrezno število volilnih enot ali mandatov in smo s tem prvič dosegli, da lahko govorimo, da so volilni okraji zelo podobni. Odstopanje po velikosti od enega do drugega je največ 15%, medtem ko je v sedanjem sistemu 270%, največjim in najmanjšim.
No, to je ta del, ko se naj bi volilo 44 poslancev direktno. V drugem delu mi predlagamo, da volitve potekajo približno tako kot doslej, vendar z zelo pomembno novostjo. Zdaj se je volilo samo liste, mi pa predlagamo, da se voli posameznike na listah. To pomeni, da uvajamo absolutni prednostni glas, tako da vi, ko se odločite za neko listo, poiščete na tej listi imena, na tej listi bo toliko imen, kot ima ta volilna enota mandatov, toliko imen bo tam in vi izberete tistega, ki vam ustreza. To pomeni, da imamo A in B glasovnico. No, problem volitev ni samo akt volitev, je predvsem tudi problem kandidiranja. Tu mi prinašamo vrsto novosti. Prvo, kot sem rekel, izenačenje civilne družbe, organizacij civilne družbe, teh institucij s političnimi strankami. Vsi potrebujejo enak pristop za to, da lahko vložijo listo, ne tako, kot je bilo doslej, ko so lahko pri parlamentarnih strankah listo potrjevali 3 poslanci, ostali so morali pa zbirati podpise in za institute civilne družbe, za take skupine, je bilo to praktično nemogoče, ker bi morali zbrati na 10 000 podpisov, če bi hoteli kandidirati v vseh volilnih enotah. To je prva velika novost. Druga velika novost je, da mi uvajamo domicilni princip, kar pomeni, vsak lahko kandidira samo tam, kjer ima že vsaj 2 leti stalno bivališče in njegovo kandidaturo lahko podpišejo samo ljudje, ki imajo tam stalno prebivališče. Tretja novost, ki se nam zdi zelo pomembna, tu bi vas prosil za pomoč, mogoče se bi jo dalo uveljaviti že za te volitve, ki bojo aprila, je tako imenovana razgrnitev podatkov o kandidatih. Sedanji problem, ko kandidati kandidirajo iz Ljubljane v nekih oddaljenih enotah in tako dalje, da številni ljudje človeka sploh ne poznajo in volijo na podlagi, ne vem, pripadnosti stranki, listi, kakorkoli. Mi predlagamo, da mora vsak kandidat, ki se pojavi na kandidatni listi, oddati nek set podatkov o sebi, izobrazba, kariera, pretekle službe, kaznovanost, nekaznovanost, članstvo v političnih strankah in tako dalje. To je zelo pomembno, ker s tem mi kandidate približamo volivcem. Potem uvajamo neko zadevo, ki je pod poglavjem odgovornost poslancev. Mi imamo zdaj na 2 ravneh ta problem. Prvi, da se poslanci svobodno sprehajajo med političnimi strankami. Naš predlog je, da to preprečimo. Ravno tako imamo zdaj to razvado, da je poslanec izvoljen kot poslanec, dobi mandat, gre za ministra, vlada pade, on pride nazaj v parlament. Mi smatramo, da sta funkciji nezdružljivi, kar pomeni, če se odločil in gre v neko službo, ki je nezdružljiva z mandatom, z njegovo funkcijo poslanca, da nima povratka na to funkcijo in je seveda celo poglavje, kdo ga nadomesti, kdaj volitve in tako dalje, je tu razdelano. Tretje področje, ki zadeva to problematiko, je dobesedno odgovornost. Mi mislimo, da je treba zaostriti odgovornost, oni podpišejo, da dejansko bojo to svojo, rečemo, profesionalno dejavnost opravljali profesionalno. Potem pa vidimo, kako to poteka. Na eni strani imamo strahovito partijsko disciplino, ko pomeni, da poslanci morajo, ne v skladu s svojo vestjo in odgovornostjo ljudem, glasovati v skladu s tem, kar jim naročijo šefi strank ali vodje njihovih poslanskih skupin. Tu se popolnoma zanemari ta pravica poslanca, da je on odgovoren volivcem. In zato, ker mi ne volimo volivca ad personam, ker ni personifikacije, mi takega poslanca tudi ne moremo kaznovati. Zato te omejitve skupaj z prednostnim glasom
pripeljejo tega, da seveda bo nek poslanec, ki bo opravljal svoje delo ne v skladu s pravili, bo na naslednjih volitvah ad personam kaznovan z neizvolitvijo. Ampak mi mislimo, da to ni dost. Ni dost čakati. Če bi bil to normalen sistem političen, kot ga imajo v tujini, kjer velja subjektivna in objektivna odgovornost, potem vi lahko počakate na naslednje volitve. Pri nas, kjer nihče ne prevzame odgovornosti, kot vidite na tej zanimivi sliki za gospodom Winklerjem, ne subjektivne, ne objektivne, tudi če mu je dokazana korupcija. Človek postane minister tudi, če je v sodnem postopku zaradi pravnih napak, pa postane minister za pravne zadeve, da se tako izrazim. Smo mi vpeljali institut možnosti odpoklica poslanca. Ta institut je razmeroma zapleten, zato da se ne bi zlorabljal. Zato da ne bi poskušali poslanci vladne koalicije izločati tiste druge poslance, ki so praviloma v manjšini. Tako da okrog tega bo verjetno veliko razprave. Tu smo se oprli na angleško zakonodajo, ki pozna institut zamrznitve. Ravno zdaj teče zamrznitve pravic poslanca, od materialnih dobrin do glasovalnih pravic. Ravno zdaj teče polemika o enem angleškem poslancu, kjer se predsednik angleške vlade na vso moč trudi, da bi preprečil ostalim poslancem zamrznitve pravic njegovemu poslancu. No in šli smo še korak dalje. Ta ideja ni zrasla pri nas, prihaja iz vaših krogov. Iz vaših krogov je prišla ideja, da imamo obupno slab državni zbor, po vsebini, po obnašanju, po rezultatih in tako dalje, da te notranje, bi rekel, ti notranji prepiri praktično onemogočajo včasih normalno delo, zato smo vpeljali tudi možnost odpoklica parlamenta. Ta možnost je zelo omejena, ne v prvem letu po volitvah, ne v zadnjem letu pred naslednjimi volitvami. Tam vmes lahko velika skupina državljanov, volivcev sproži postopek, da pride do tako imenovanega referendumskega glasovanja o zaupnici parlamentu. Samo enkrat v njegovem mandatu, da se ne more ponavljati, če zaupnica uspe, potem vlada nadaljuje, če parlament nadaljuje, če seveda parlament ne dobi zaupnice, potem seveda ne pride do nujnih volitev, novih, izrednih in volitev novega parlamenta. Ta stvar se nam zdi normalna v družbi, kjer imajo vladne inštitucije 20, 25, 30% zaupanje. Zdi se nam normalna zato, da bi vrnili zaupanje najprej v volitve, potem preko tega v izvoljene poslance, potem pa v državne institucije, ne tako, kot imamo zdaj, ko to masovno nezaupanje, izraženo skozi vse ankete, na cesti, skozi tisoče dopisov, vodi pravzaprav v zmanjševanje, v osip volivcev na volitvah. Ta osip je pa že prišel do točke, ko postajajo volitve sporno legitimne. Glejte, če bomo imeli na volitvah 1/3 volivcev in zmaga stranka, ki bo imela 20% od teh volivcev ali pa 25%, to pomeni, da nam bo 20-25% predstavljali politično večino v državi, kar je nonsens. Mi moramo vzpostaviti zaupanje in če ne bo sprejet nov sistem volilni, potem tega zaupanja po našem mnenju ni mogoče uveljaviti. No, to so na grobo, da ne bom predolg, glavne novosti, seveda jih še cela vrsta drugih, vendar v posameznosti ne bi šel. Če bo kakšno vprašanje, pa z veseljem. Najlepša hvala, gospod Pintar. Gospod Svetlik, opravičujem se, da smo nadomestnega govorca uporabili, ampak ste nam zginili z povezave, pa je gospod Pintar uskočil. A bi mogoče vi še kaj dodal na to njegovo predstavitev?
Pravzaprav ne, jaz bi se mu samo zahvalil, da je skočil noter, meni je zveza dol padla, kot bi rekli, in sem zdaj nazaj. Naj kar kolega Pintar je kar temeljito in celovito to predstavil. Gospod Svetlik, smo vas zgubili na zvok. Aha, skratka, jaz ne bi nič dopolnjeval, mislim, da je kolega Pintar v redu ta stvar predstavil. Se mu pa zahvaljujem, da je to naredil, meni je zveza bila prekinjena. Ja, to smo slišali, jaz sem mislil, da ste še kaj. No, potem bi pa povabil današnje udeležence, da se pravi, rekli smo s tisto rokico spodaj pod reactions, tam, ki piše raise hand, ampak lahko tudi dvignemo roko po starem, pa potem mu jaz dal besedo. Zdaj zaenkrat nimam tle nobenega, ki bi se prijavil. Eni so brez kamere. Aha, gospod Alberto, vas bom takoj tudi v redu. Ja, v redu. Se slišimo? Me slišite? Ja, kar izvolite. Jaz bi počrtal predvsem to, kar je kolega Pintar Milan izpostavil, to je vprašanje odgovornosti. Namreč odgovornost je fenomen, ki je izrazito v praktičnih odnosih zmuzljiv. Zato bi bilo sjajno, če bi se fenomen odgovornosti razgradil, namreč v praksi ugotavljam, ali se odgovornost prekrije, ali se jo drugače interpretira, ker se tudi pojmuje drugače, predvsem pa, kar je nevarno, da se odgovornost prenese na nekoga drugega, da se izogne poslanec svoji osebni, tako moralni, etični in morda še kakšni odgovornosti. To je en dejavnik. Drugo dejstvo, na katerega želimo opozoriti, je pa vprašanje za mene osebno, mandatno obdobje. Namreč do zdaj je bila praksa, da so, oprostite, poslanci bili skoraj do penzije poročeni s parlamentom. In kako zagotoviti, da bo poslanec en mandat, pa mora v tem mandatu res se potrditi in upravičiti zaupanje volivcev, da je ponovno imenovan. Sicer mislim, da bi moralo veljati načelo po mandatu nazaj v delovno okolje. To mimogrede. Hvala. Gospod Svetlik, mogoče odgovor? Ja, kot je bilo že povedano, odgovornost poslancev se zdaj poskuša bolj temeljito urediti. Mislim, da je z nami tudi kolega Pintar Bohinc, ki je to pravzaprav posebej pripravljal, pa lahko stvar še bolj dopolni, ampak gre za to, da se vse tiste razloge za prekinitev mandata, za odvzem mandata zdaj še širi na dodatne razloge, recimo take, kot so, če nekdo osebno bankrotira ali pa če je njegova firma šla v stečaj ali pa če je v kazenskem postopku, no to je že zdaj, da se pa dodatno uvajajo potem drugi vidiki odgovornosti, kot je suspens mandata in pa možnost odpoklica, če izgubi poslanec zaupanje. Skratka, tukaj je več teh inštrumentov in širši nabor razlogov za to, da se odgovornost poslanca zaostri. Tu moram pa seveda še dodati, da je to glede na ustavna določila o tem, da poslancem ne moremo nič sugerirati, nič prigovarjati in svetovati, lahko sporno, vendar smo zdaj peljali te rešitve v smeri, da bi to, bi rekel, tudi ustavno presojo morebitno preneslo. Kar pa zadeva tale omejeno število, trenutno v teh zakona ni vgrajena, smo pa ravno včeraj prišli do točke, ko smo nekako se sporazumeli, da bomo na nacionalnem svetu še enkrat preveriti, kakšno je mnenje ljudi o tej rešitvi, se pravi, ali uvedemo omejeno število.
malo zgubljamo povezavo z vami. Gospod Svetlik, ne vem, kako ostali. Jaz slišim, vi ne slišite. Ja, tam zadnje 2 stavka, jaz mislim, da smo vas zgubili. Skratka, na zadnje sem hotel povedati tole, da je zdaj v interni razpravi, ne pa še vgrajeno v teh zakona, ta možnost, da se število mandatov za posameznika omeji, recimo na 2 mandata ali kaj podobnega. Ni pa še bilo doslej nekega soglasja okrog tega. V redu, hvala lepa. Ja, gospod Pintar. Izvolite. Mikrofon bi vas prosil, če vključite. Vas ne slišimo še. Spodaj levo imate. Ja, zdaj bo moralo. Čisto en kratek dodatek. Glejte, vaše vprašanje, gospoda Boštjančič, je zelo resno. Ampak gre za to, da se v sedanjem sistemu lahko neki večni poslanci ves čas skrivajo za listo. Vi pravzaprav nimamo kot volivci nobenega vpliva. Če bi mi vpeljali absoluten prednostni glas, meni verjemite, bi se že tu stvari dejansko drugače zasukale. Ker bodo poslanci vedeli, da če preveč narobe delajo ali pa če premalo dobro delajo, da jih bodo naslednje volitve izločile. Ker to je princip volitev. Volitve so pogodba med civilno družbo in politiko in morajo omogočiti volivcem direktno poimensko odločanje za kandidata. Če tega ni, to niso demokratične volitve. Ja, hvala. Naslednje vprašanje bi prosil. Halo, Igor. Radov, izvoli. Ja, prosil bi za pojasnilo način uveljavitve, postopek tega zakona oziroma teh predlogov. O tem ni bilo nič govora še. Ja, hvala. Gospod Svetlik, boste vi poskusil? Mikrofon, ja, nimate še vključen. Pravim, da jaz pa nisem slišal vprašanja, tako da bi lahko ponovili, prosim. Vprašanje je boš še enkrat ponovil, Rado, ti, kar najboljše. Ni bilo nič povedanega o tem, kako uveljaviti to zakonodajo. Kakšna je pot do uveljavitve? Zgleda, da imate težavo s povezavo, gospod Svetlik, vas ne slišimo. Slika je zamrznjena, glasu pa ne slišimo. Vsaj jaz ne. Rado, ti tudi ne. Ja, ne sprejemam dobro. Jaz tudi ne. Aha, zdaj ne bi nekaj bilo, zdaj se slika miga. Ja, to je problem teh povezav, ne? Ja, mislim, da gospod Pintar spet slišite. A boste vi, gospod Pintar, poskusil, ker zgleda, da ne bo šlo pri gospodu Svetliku? To je tisto vprašanje, ki ga imamo mi pravzaprav za krucialno vprašanje. Poti do uveljavitve so različne, od enostavnih, ki imajo 2 čeja od spredaj, do bolj kompliciranih, ki imajo 1 če, pa do najbolj kompliciranih, pa bom pojasnil. Najbolj enostavna pot je, da mi v dialogu s političnimi strankami, ki bo sledil zdaj, ko je zakon narejen in vsi uvodi
pripravljeni, razlogi za uveljavitev, da mi v dialogu s temi strankami odkrijemo eno stranko, ki bi bila pripravljena tako v narekovajih posvojiti ta zakon in ga sama peljati v parlamentarno razpravo in eventualno v sprejem. Mi računamo, da to je možno, da je pa verjetnost strašno majhna. Druga možnost je, da mi v tem dialogu s političnimi strankami vendarle opozorimo stranke, da jih bo civilna družba, ki čedalje bolj masovno podpira in daje spremembo volilnega sistema čedalje više na agendi med prve naloge, da bo civilna družba podprla stranke, ki bodo zapisale ali sprejele neko obvezo, da bodo, če pridejo na oblast, v koalicijsko pogodbo in med svoje naloge vpisale spremembo volilne zakonodaje na ključna prva mesta. To je druga pot. Tudi ta je še razmeroma lahka, ampak ima svoj če. Tretja pot je pa tista, ki je najtežja, to pa je pot ljudske iniciative. Mi nameravamo zdaj, ko bo šla ta promocijska aktivnost v zadnjo fazo, začeti postopek zbiranja podpisov. S temi podpisi zahtevati od sedanjega državnega zbora, da odredi tisti svoj dvomesečni rok za zbiranje tiste količine podpisov, ki potem zahtevajo razpravo o tej stvari direktno v proceduri državnega zbora. To je pot ljudske iniciative. Verjetno nas čaka ta je težka, tu seveda niti sinteza, niti nacionalni svet, sama sta samo delček v tej vaši široki kompoziciji ljudskih iniciativ. Šele, če se bomo skupaj ujeli na tej stvari, je možno zbrati ustrezno količino podpisov. To so tri poti, četrte ne bom razdeloval, ampak jaz mislim, da politika začenja čutiti, da če ne bo začela bolj pozorno poslušati ljudskega glasu, da se bo čedalje pogosteje, v čedalje večjem obsegu se ji bo dogajala ulica oziroma ceste. A lahko pojasnite, kakšno število podpisov je to? Zato, da dobimo v bistvu tisti dvomesečen rok, je 5000 podpisov. Te realno gledano, jaz mislim, da ko bomo začeli koncem decembra, sedanji sklep je 15. januarja, zbirati podpise, da bi to lahko zbrali. Potem pa seveda računamo, da bi v tistih 2 mesecih morali priti tja na 30-40 tisoč, da bi se politične stranke začele, in to pred volitvami, začele resno pogovarjati, kaj pa zdaj, če taka količina volivcev zahteva spremembe. Moral se bo tudi predsednik države vprašati, ali so legitimne volitve, kjer taka količina volivcev zahteva spremembe, drugačne volitve. Na drugi strani se mu pa lahko zgodi, da bo imel volitve s 30% udeležbo. Jaz bi samo še eno vprašanje imel, a je potrebna sprememba ustave za uveljavitev tega zakona oziroma teh predlogov, ki jih oblikujete? Nosilec tistega dela, ki je najbolj, bi rekel, občutljiv, je dr. Ciril Ribičič. On je šel skozi številne razprave s kolegi pravniki. Večina misli, da ne, da je model, ki ga predlagamo po mednarodni označitvi, še zmeraj proporcionalen, ki ga naša vlada zahteva. Tudi nemški model, ki ima dejansko te direktne volitve ne v dvokrožnem sistemu, ampak v enokrožnem, je tretiran v mednarodnem pravu kot proporcionalen. To se pravi, če število poslancev, ki jih vi volite, ne preseže 50%, ki jih vi volite neposredno, druga polovica pa se voli proporcionalno, potem je to proporcionalni sistem. Po naših podatkih ni potreben. Zdaj obstoji seveda neka zadrega. Sledil bo nek poračun
usklajevanje med A pa B glasovnicami, rezultati. Tu se lahko zgodi, da bomo prišli v situacijo nekega presežnega glasu in Nemci to rešujejo tako, da so zakonsko dovolili presežne glasove za zagotovitev proporcionalnosti. Mi to predlagamo na ta način, da iz števila poslancev na B listi odštejemo glasove pridobljene, ki so jih stranke dobile na A listi in zagotavljamo proporcionalnost. Lahko se pa v nekih skrajnostih vendarle pojavi presežen glas. Osebno to ne verjamemo, mi smo testirali model dela, razen če bi prišlo do neverjetne kombinacije, da na tistem delu volitev, kjer potekajo volitve po večinskem principu, ena stranka pridobi praktično zelo, zelo veliko večino vseh glasov. Zakaj ne verjamemo v to? Zato, ker smo uvedli dvokrožni sistem. V dvokrožnem sistemu, v drugem krogu, zmeraj prihaja do neke vrste korekcije, povezovanja, ki seveda da drugačne rezultate. Analizirali smo francoske volitve, kjer imajo dvokrožni sistem in tam se pokaže, da dvokrožni sistem v veliki večini onemogoča veliko večino ene politične usmeritve, ker ljudje se pač povežejo na drugi. Zdaj seveda, mi mislimo, da je sistem korekten, da pije vodo, da ustavna sprememba ni potrebna, bomo pa, oziroma smo pa predlagali, da če bi se izkazalo na prvih volitvah, da se pač potem te stvari tudi uredijo zakonsko, to se pravi ustavno, da se dovoli povečevanje za enega, dva glasu, ki bo omogočala 100% recipročnost. Vendar še dve misli, čisto na kratko. Prvič, noben sistem ni proporcionalen. Že če imate 4% prag, ste vi s tem prizadeli proporcionalnost. Kaj je namreč z glasovi strank, ki niso dosegle 4% praga? Glejte, že tu je po našem sedanjem sistemu odmik. Drugi odmik je pa tisti, ki ga pravniki ne priznajo življenje pa. Kakršnikoli bodo rezultati pri neposrednih volitvah, oprostite, tudi to je neka vrsta proporcionalnosti razpoloženja v družbi. In se bomo morali navaditi, da seveda tudi to priznamo kot legitimno. Najlepša hvala, gospod Pintar, za izčrpen odgovor. Imamo veliko srečo, da ste danes tudi vi prisoten. Gospod Svetlik, zdaj imate povezavo, vidim v redu. Prej je pa kar zmrzljeno, ne? Ja. Ne vem, kaj se dogaja, običajno ni tako. Ja, Ja, zgleda. Bi imel še vi kaj za dodati na to vprašanje, na pot do uveljavitve? Ja, jaz mislim, da je kolega Pintar čisto lepo povedal, da imamo različne poti, trenutno poskušamo mobilizirati čim širši krog ljudi, jih informirati, navdušiti na to spremembo, dobiti podporo in potem iti seveda tudi na zbiranje podpisov po sistemu ljudske iniciative in v parlament. In to pred volitvami. Upamo, da bodo stranke to zaznale kot njihov problem in bodo dale vsaj kot eno resno programsko zasnovo, programsko obljubo to na svoje programe. Ja, hvala. No, tle bi mogoče še jaz nekaj dodal. Kot veste, se v Sloveniji sestavila neka koalicija Glas ljudstva, ki se stalno veča. Se pravi, trenutno je tu že 96 organizacij in civilno-družbenih iniciativ. Se pravi, to ni sedaj ta Glas ljudstva ni neka bodoča stranka, ampak je civilna družba, ki bo strankam postavila zahteve državljanov in vas vabim tudi tisti, ki še niste bili, da greste, da se prijavite na spletno stran glas-ljudstva.si. Bom dal tle v chat tudi link. Tam se lahko prijavite kot
posameznik ali tudi kot organizacija, ne, in tam je tudi dosti teh skupin, ne, recimo, ki se obravnavajo, v katerih se te zahteve pripravljajo, in ena od njih je demokracija in reforma političnega sistema, in tu je na prvem mestu tudi prenova zakona o volitvah v državni zbor. Tako da, bi rekel, ta glas ljudstva, tam smo tudi petkovi protestniki zraven, ampak ni to zdaj stvar samo protestnikov, kot sem rekel, je tle že skoraj 100 organizacij in politika se bo morala zamisliti, vidimo, da so tudi že oni z enimi stvarmi, že malček, ne bom rekel ravno, da kopirajo, ampak sledijo nekako temu načinu. Tisti, ki bo hotel pač biti v skladu s temi zahtevami volivcev, bo moral prisluhniti, ne. Zdaj, cilj te iniciative pa je, da na koncu ljudje pred volitvami, se pravi volilci, dobimo informacije od njih, kdo bo nekaj podpiral, kdo pa ne, ne. In potem se bo vsak, tle ni namen, da se agitira za neko določeno stranko, ampak volilci bomo dobili informacije in na osnovi teh informacij se bomo lahko odločili, kdo je za nas bolj primerna izbira na volitvah. Ne vem, nekateri se bolj nagibajo k zaščiti okolja, drugi mogoče, ne vem, k nekim drugim stvarem, človekovim pravicam, kakorkoli, delavskim. Tako da tlele mi računamo na to, da bo prišlo iz tega ena taka bolj jasna slika, kaj nam bodo te stranke ponujale, ne. Seveda ta stvar je še v teku in do volitev se ima še marsikaj za zgoditi na tem področju, ampak vas tudi tle vabim, tle se lahko zraven priključite in boste obveščeni, in tudi ob petkih so te videokonference, včeraj je bila prva, tudi tam se lahko postavlja vprašanje, včeraj je bila tema okolje, tako različne teme se bodo obravnavale in cilj je pa, da tudi ljudje, volilci damo svoje predloge, svoje pomisleke, svoje ideje. Tako. Malo sem spromoviral to, ampak bi želel to kot del odgovora, Ja? Igor, mogoče samo še ena informacija. V teh petkovih pogovorih je za 10. december, to je tudi petek, predvidena razprava o političnem sistemu, kamor sodi tudi to vprašanje volilnega sistema. Tako, ja. Tako da tudi tja vabljeni, ne, potem. Hvala. Tako, super. Zdaj pa prosil naslednje vprašanje. Imamo še en kup sodelujočih, tukaj so brez slike. Lahko spodaj na desno imate ta reactions, pa raise hand, tako imam v angleščini, ne vem, lahko ima kdo v slovenščini, dvigni roko. Aha, Bogdana vidim. Ja, a lahko jaz nekaj, ampak ni čist, ne nanaša se direktno na tole zadnje, ampak bolj na splošno. Mislim, da bi bilo nujno potrebno, kar sem že v bistvu pred enim letom pisala dvema opozicijskama strankama, da je potrebno v 43. členu ustave, kjer piše o pravici do volitev, da ne gre samo za pravico, ampak da je tudi odgovornost in dolžnost. To mislim, da bi na ta način lahko pridobili potem, da bi se vsi obvezno morali iti voliti. Jaz sem prišla zdaj iz Avstralije, no, in zato malo poznam sistem. Tam je tako, da moraš iti na volitve, tudi če odkrožaš, ne vem, karkoli, nič ne, ampak tja fizično moraš iti, oziroma imajo oddati svoj glas, no, to hočem reči. Če pa ne, se pa to kaznuje. In za leto 2019 je dobila država Viktorija, 150 000 evrov iz tega denarja ven. Mislim, meni se zdi, ne da se kaznuje za to, da zdaj bo pa žongi plačevati, ampak zato, da grejo ljudje voliti, da ne bo do tega prišel, kar ste prej v začetku povedali, da potem gre 1/3 na volitve, 25% dobi potem neka stranka in potem vsi smo pa, nas je pa 100%, ne? To hočem reči. Hvala.
Gospod Svetlik. Ja, če se bomo slišali, bom proval komentirati tole. Mislim, da je bilo to vprašanje večkrat v obravnavi pri nas na svetu in nismo bili čisto enotnega mnenja. Nekateri se zavzemajo za zapis obveznosti iti na volitve, seveda potem nastane vprašanje, s kakšnimi sankcijami pa nastopimo, če nekdo ne gre. Potem je bila druga ideja, da bi spodbujali udeležbo na volitvah z določenimi takimi ugodnostmi, ki bi jih volivci dobili, ampak potem smo se na koncu odločili, da v to smer ne zapišemo ničesar. Zdaj, problem, ki je tukaj, je, če to narediš kot obvezno, potem bodo ljudje nekako jezni na tistega, ki jih na volitve vabi, jih ne vabi, ampak jih tja prisiljuje. Tako da je to eden od zadržkov, zaradi katerih smo potem bili bolj zadržani vsi skupaj do tega predloga, da bi volitve napravili obvezne. Je pa smiselno razmišljati po moje še zmeraj o tem, da bi imeli neke vrste spodbujevalce, da tako rečem, z nekimi ugodnostmi za tiste, ki so dejansko aktivni državljani, tudi v smislu, da na volitve gredo. Ker če nekdo gre pa prisilno, pa seveda lahko iz protesta, ne vem, tudi ne voli, tako da je veljavna glasovnica ali kako drugače odreagira. To je bil premislek doslej, morda imamo potem še koga, ki ima kakšno boljšo idejo, kot smo jim imeli. Hvala. Naslednje vprašanje imamo koga? Ja, izvolite, Alberto. Rado, še enkrat. Rado. Je dvignil, če počakaš malo, Rado, ja, trenutek. Ja, jaz bi se zelo strinjal z Ivanom, ne zato, ker je svetlik in svetu, ampak zaradi tega, ker je tu lahko huda past. Na nek način bi bilo treba razmisliti, kako v predvolilnem obdobju spodbuditi, ozavestiti od najmlajših do najstarejših, da je voliti ne samo pravica, ampak tudi dolžnost. Kar pomeni, da na nek način apeliramo na moralno držo državljana. Zdaj, kakšne mehanizme ubrati v tej smeri, nam je referendum o vodi marsikaj povedal. Če so izpostavljena vitalna vprašanja, predvsem mladih, jaz sem mimogrede, da bi zdaj narcisizem izvajal, jaz sem mladim čestital ob referendumu za vodo in istočasno apeliral, pojdite na volitve, volili boste svojo prihodnost. Zdaj, kako motivirati ob vsem tem, da ima pojem politike izrazito slabšalen predznak, je vprašanje, ki ga bomo morali rešiti. Hvala. Hvala vam. Rado? Zdaj pa lahko ti, prosim, ja. Samo mikrofon, če si boš klopil. Vprašanje je, kako je s poslanci manjšin, ki je zdaj zelo aktualno. Ja, to drži, ja. Zadnje čase se precej o njih govori, predvsem zato, ker oni, ki naj ne bi bili ta jeziček na tehnici, v bistvu so. Tako da bi gospod Pintar, prosim, ja, nam kaj na to temo povedal. V sedanjem sistemu so volitve predstavnikov teh manjšin pravzaprav neke vrste izjema v sistemu. In sicer njih se voli po večinskem principu, kar seveda vzbuja določeno vprašanje, zakaj imajo pripadniki manjšin toliko zaupanja, da lahko volijo po večinskem principu, državljani Slovenije, ki niso pripadniki manjšin, pa te pravice nimajo. To je en del. Drugi del pa jaz mislim, da je to, da postajajo oni jeziček
se mi zdi, da je rahlo novinarska prepotentnost. Predstavnika manjšin sta poslanca kot vsi drugi. In zdaj seveda novinarsko je lahko govoriti, enkrat so jeziček na tehtnici poslanci Desusa, enkrat so poslanci SMC-ja, enkrat so poslanci, ne vem, teh manjšin. Treba jih je imati enakopravno in oni glasujejo v skladu z pač svojo odločitvijo in svojo zavestjo odgovornosti do volivcev. Je pa en drug problem tam. In sicer ravno pri tem problemu smo naleteli na vprašanje odgovornosti poslancev. Po naši zakonodaji je nepovezljivo, neuskladljivo nekateri poklici, dejavnosti, funkcije z mandatom poslanca. Pri enem od teh poslancev je bilo to ugotovljeno. Ampak to je vprašanje, mislim, da je prej gospod Avguštinčič pravilno ugotovil, mi imamo nikakršno odgovornost. Ta poslanec praktično že 3 leta opravlja dejavnost, ki ni v skladu z funkcijo poslanca in sistem ne reagira. Zato je tako pomembno, da mi odpremo neke možnosti zamrznitve oziroma suspenza, kot je prej rekel Ivan, ali celo odpoklica poslanca, ki ne spoštuje odločitev in zakonodaje. Hvala. Morda bi samo še dodal na to vprašanje tole, da se v našem predlogu nič ne spreminja, kar zadeva manjšinske poslance, ostaja tako, kot je. Hkrati pa kar zadeva zaupanje, pa kažejo meritve zaupanja v politiko, v poslance, v stranke, je eno najnižjih v Evropi. To kažejo vse primerjalne študije in jaz ne verjamem, da se bo trend zelo hitro obrnil. Prav gotovo je pa res, da če stranke ne zaupajo volivcem, da lahko oni izberejo imena na njihovih listah, potem tudi volivci njim ne bojo. Zaupanje je ponavadi obojestranska relacija, se pravi med politiko in volivci, in to je treba seveda zaradi tega tudi sistem spremeniti, da bomo volivcem zaupali izbiro in potem se bo tudi njihovo zaupanje počasi. Hvala, gospod Svetlik. Spet smo vas na koncu malo zgubili, ampak večino mislim, da smo slišali. Bi prosil za naslednje vprašanje. Gospod Martinčič, ja? Izvolite. Ja, dobro večer vsem skupaj. Ta prvo skupini čestitke za pripravljeno zakonodajo. Bi pa vprašal, a bojo to zakonodajo predstavljali tudi po večjih krajih Sloveniji? Hvala. Ja, to se do neke mere že dogaja, da bili smo zadnjič, oziroma mene ni bilo zraven v Mariboru, iščemo stik z vsemi možnimi civilno-družbenimi organizacijami, tudi z občinami in podobno. Tako da predvsem pa želimo tudi skozi različna omrežja pravzaprav širiti to informacijo. Zdaj, zaenkrat ta kampanja po terenu še ni tako razširjena, bomo pa verjetno morali tudi v to smeriti. Hvala. Hvala lepa. Ja, še gospod Pinter ima eno zadevo. Samo dodam, za 1. december, to je v sredo, je v Mariboru predvideno enourni razgovor, kjer bodo sodelovali dr. Ciril Ribičič in jaz z naše strani in dr. Jurij Toplak z strani izzivalca. Enourni pogovor na televiziji ob 8. zvečer. Mislim, da je to lepa priložnost, da se veliko ljudi seznani s to zadevo. Hvala. Hvala vam. Ja, gospod Martinčič, kar izvolite. Edino mikrofon, če boste vklopil. Ko se ravno okrog predstavitve pogovarjamo, pa me zanima, ali nameravate stranke
tudi spodbuditi za pogovore okrog volilne zakonodaje. Hvala. Zelo zanimivo vprašanje, ki se je tudi nam postavljalo. Zdaj, kolega Pintar bo povedal, da so enkrat z enim od prejšnjih predlogov že to rundo s strankami opravili in bili zavrnjeni. Signali, ki smo jih mi na začetku zdaj dobivali od strank, niso bili ugodni, da so pripravljene na kakšne spremembe, ker to pomeni, da se morajo nekim privilegijem odreči, da lahko njihova lastnina, ki ne bi smela biti, ampak je to mandat, zmanjša. Vendar se mi zdi, da se v zadnjem času klima spreminja. Če pogledate programe strank, ki so jih objavili, noter vključujejo ne eksplicitno, da so za ta naš predlog, ampak vključujejo predloge za spremembo volilnega sistema. In mi se bomo prizadevali, da bi prišli s tem našim predlogom njim blizu in da bi jih pripravili do tega, da ga v čim večji meri tudi posvojijo. Razgovor s strankami pa nekoliko odlašamo, zato da bi se čutil večji pritisk strani civilne družbe in jih na tak način prepričal, tako kot je kolega Pintar prej rekel, z večjim številom podpisov v to, da ljudstvo, volivci zares to želijo. Hvala. Jaz bi prebral še tle v četu, če morda kdo ni videl, en komentar, Metoda Dremelj. Pravi, pozdravljeni, se strinjam, da je potrebno volitve približati mladim, tako kot je bil približan referendum. Nagovoriti mlade, da se gre za njihovo prihodnost, njihovo eksistenco. Sicer nisem pristaš, da se dela propagando za volitve po sistemu, če ne greš, bo Janša zmagal, a res to hočeš. Prav tako nisem za prisilo v obveznost volitev. Lahko vidimo, da so kar težave s cepljenjem, ki je prostovoljno oklepajo obvezno. Prisila v udeležbo volitev bi bila, po mojem mnenju, napaka. Pozdrav. No, hvala za mnenje. Tudi kdo drugi lahko, ki ne želi govoriti, lahko tu napiše ali pa v chat spodaj tudi vprašanje postavi. Imamo še kako vprašanje med temi, ki se vidimo tu. Zgleda, da ne. Počakamo še malček. Torej, videli smo, da se to propagiranje tudi novega volilnega sistema kar odvija. Se pravi, če še enkrat ponovim, 10. decembra na Glas ljudstva bo javna tribuna. Se pravi, tam prijavite se preko Facebook strani Piščalka, te protestniške spletne strani, in 1. decembra pa prenos po televiziji iz Maribora, smo rekli. Mogoče samo na katerem kanalu, sem preslišal. Ja, tudi jaz ne vem, če bo prenos na osrednjo, bo pa na Mariborski. Na Mariborski, ja. Koliko bo to bojo povzele potem osrednje postaje, tega v tem trenutku ne vemo. Dobro. Hvala. Prenos v regionalni RTS direktno. Hvala. No, zdaj izgleda, da dodatnih vprašanj nima nobeden. Mogoče še kakšna sklepna beseda. Gospod Svetlik, gospod Pintar. Ja, gospod Avguštinčič je prvi dvignil roko, potem pa gospod Pintar, prosim. Zelo na kratko. Upam, da bomo uspeli preseči, da politika več ne bo igra z ljudmi, ampak igra ljudi. Hvala. Hvala vam, zelo lepa misel. Gospod Pintar, tudi vi ste želel nekaj še povedati? Ja, jaz bi se rad predvsem zahvalil, ne samo za sodelovanje, vaša vprašanja so segala v samo bistvu in nekatera so taka, da so nas dolg časa mučila, preden smo našli, po našem mnenju, rešitev, ki jih zdaj predlagamo. Rad bi, da razumete, da to, kar je zdaj narejeno kot predlog novega zakona o volitvah v državni zbor, ta bo zahteval še nekaj sprememb
v zakonu o poslancih, v zakonu o volilnih enotah in okrajih. Predvsem je pa zdaj namenjen javni razpravi. Mi imamo še živo delovno skupino, ki je zakon pripravljala, in če se vam kadarkoli vzbudi kakšna misel, pomisel ali predlog, lepo prosim, pošljite nam, ta delovna skupina bo pregledala vse te predloge, preden bo javna razprava zaključena in preden bo dokončno oblikovan predlog, ki bo šel v parlament. Hvala lepa. Hvala vam. Še vi, gospod Svetlik, mogoče kakšno misel kratko? Jaz sem samo to hotel reči, kar je že rekel kolega Pintar, hkrati se pa opravičujem zaradi tehničnih težav, kar pa ni v moji moči. Razumemo, hvala vam. Tako da jaz mislim, da ker nimamo drugega, bi počasi zaključili. Še enkrat bi se zahvalil vsem sodelujočim, pa seveda gospodu Pintarju, gospodu Svetliku za izčrpno poročanje in odgovarjanje. Vas pa vse nekako nagovarjam, da širite to med ljudi, med svoje kolege in da spremljate dogajanje na tem področju. Jaz mislim, da je prav, da se ljudje zavedajo, da ljudstvo ima moč, kot je bilo rečeno na referendumu za vodo, se je to izkazalo. In ljudje morajo enkrat tudi sprejeti neko odgovornost in sodelovati v nekih spremembah, ker smo na to že malček pozabili, ne? Ampak jaz mislim, da bo do takrat, ko bo to potrebno, tudi to še malo bolj prišlo v zavest ljudi. Tako, najlepša hvala vsem in lahko noč in pa seveda uspešen boj proti vsem nepravilnostim v naši družbi, kakorkoli že. Hvala, nasvidenje. Hvala, nasvidenje. Hvala. Hvala, zdravo. Nasvidenje.